Pozdravljeni! Za nami so zimska testiranja pred začetkom sezone 2020 in prav je, da podam moje občutke, moja videnja tistih rezultatov, katere so pokazala ta zimska testiranja. A še zdaleč to ne pomeni pravo razmerje moči, kajti A, gre za testiranja in B, časi, ki so jih dosegli na teh zimskih testiranjih, še zdaleč niso tako konkurenčni kot tisto, kar smo videli na kvalifikacijah za veliko nagrado Španije v sezoni 2019. In ja, res, testiranja so februarja, dirka je maja, vremenski pogoji maja so bistveno bolj ugodni. Ampak kvalifikacije za veliko nagrado Španije so bile opravljene na pnevmatiki C3, testiranje pa na C5 oziroma nekatere izjeme tudi na C4, kot bomo videli. In če vzamemo samo pole position Valtterija Bottasa iz sezone 2019, je bil ta dosežen s časom 1:15:4:106 na pnevmatiki C3, ponavljam. Na testiranju ta isti Valtteri Bottas je konec prvega tedna testiranj dosegel tisti najboljši čas 1:15:732 pnevmatika C5 in v zadnjem dnevu je imel tudi najhitrejši čas tistega dne 1:16:196, prav tako C5. Torej vidimo, da razlika je in da so se precej skrivali. Tako da ne smemo govoriti o nobenem razmerju moči, temveč o mojih osebnih občutkih, kateri so lahko usmerjeni v pravo ali napačno smer. Jemljimo te zaključke kot neke iztočnice, tako da bomo lažje razumeli, kaj se bo dogajalo na prvih dirkah. O pravem razmerju moči bomo res lahko govorili šele po veliki nagradi Španije, ampak v sezoni 2020. Treba je biti tudi pozorni na to, da so bila testiranja pred sezono 2020 nekako atipična, kajti v sezoni 2020 ne gre za velike spremembe tehničnega pravilnika, imamo iste pnevmatike kot v lanski sezoni, torej so pogoji nekako stabilni in ekipe niso testirale nekih ekstremov, ampak delale na podrobnostih, saj tako je moje videnje. In začnimo z Mercedesom, kjer so testiranje vzeli izjemno lahkotno. Opravili so svoj program, niso iskali tiste hitrosti in kot smo videli, te zelo zanimive čase so dosegali s presenetljivo lahkotnostjo. V prvem tednu so celo testirali tisti sistem DAS, kar je bilo po svoje tudi izguba časa. V tistih trenutku niso testirali bolida. Treba je vedeti, da so seveda svetovni prvaki, v vsej turbohibridni dobi niso izgubili niti enega prvenstva med vozniki in konstruktorji, ter da so tisti mejnik, katerega hočejo vsi preseči. In tu je treba biti pozorni na tisto, kar so pokazali pri ekipi Red Bull. Bili so zelo skrivnostni nekam v ozadju in bomo videli, ali so v resnici zmanjšali tisti zaostanek za Mercedesom V11. Čas, ki ga je dosegel Max Verstappen v zadnjem dnevu testiranja, je izjemno zanimiv, namreč 1:16:2:69 je dober čas, praktično za tistim, kar je naredil Valtteri Bottas v tistem dnevu, a dosežen na pnevmatiki C4. Če vzamem nek korekcijski faktor, pol sekunde je izjemno blizu tistemu času, ki ga je dosegel Valtteri Bottas v petek prejšnji teden, konec prvega dela testiranja, in kaže na izjemno formo. RB16 je seveda dober bolid, verjetno prav tako ekstremen, kot je bil RB15, kajti Alexander Albon je bil soliden, ampak nič posebnega. In prav tu zna biti ena od hit pri ekipi Red Bull. To, da bojo igrali samo na Verstappena, kot smo videli lani. Pri Ferrariju moramo biti pozorni, kajti res so se lahko skrivali, res niso hoteli lahko ponoviti tiste napake iz lanske sezone, a videli bomo, da kažejo indici tudi v drugo smer. Namreč mislim, da so mediji naredili pravzaprav eno zelo slabo uslugo Ferrariju v lanski sezoni, kajti lani so imeli najboljši čas 1:16:2:21 in vsi so pravili, kako so superiorni. V resnici v zadnjem dnevu je bil njihov čas le 3000 boljši od tistega, kar je naredil Hamilton, a noben ni pravzaprav tega opazil.
Letos so bili slabši od tistega časa, ki so ga dosegli lani, in govorimo o zimskih testiranjih, ne o kvalifikacijah. Njihov čas letos Leclerca 1:16:360. Kar ni nič takega, nobena tragedija, kot sem povedal, so se skrivali. A kljub vsemu je treba biti pazljivi. Končna hitrost, tisto področje, kjer je bil Ferrari v prednosti v prejšnjih sezonah, se je bistveno znižala. Če pogledamo tisto končno hitrost, ki jo je imel pravzaprav Leclerc na kvalifikacijah za veliko nagrado Španije, vidimo, da je bila ta 325 km/h, tam okrog. Na testiranjih je dosegel 317. In tu mešanica pnevmatike pravzaprav ne igra tako pomembne vloge. Igrajo čelni upor, igrajo količina goriva, nastavitev pogonskega sklopa in seveda koliko voznik zahteva od lastnega bolida. In tu seveda pride do izraza tisto skrivanje, to se pravi poln rezervoar, nastavitev pogonskega sklopa na manj močnih možnostih in seveda voznik sam. Ampak imeli smo kar nekaj poročil o tem, da tisti aerodinamični paket, ki so ga predstavili pri Ferrariju, je res dajal več aerodinamičnega oprijema, ampak tudi bistveno zvišal zračni upor. In seveda ta stvar je povezana med seboj, ampak ni premosorazmerna. To ne pomeni, da več, ko imaš aerodinamičnega oprijema, prav toliko ti bo povečal zračni upor, temveč lahko imaš minimalno več aerodinamičnega oprijema z bistveno preveč zračnega upora. Videli bomo na dirkah, ali to kaj pomeni. In treba je biti pozoren. Namreč mnogi so se naslajali nad tistimi težavami, ki so jih imeli pogonski sklopi Mercedes, tako pri tovarniški ekipi kot pri ekipi Williams. In mnogi so rekli, da pri Ferrariju imajo slabšo, nižjo nastavitev pogonskega sklopa, katera jim je omogočila praktično bolj zanesljiva testiranja. Ampak ali je to res? Poglejmo, koliko krogov so prevozili v celotnem testiranju pri Ferrariju in pri Mercedesu. Pri Ferrariju so napravili v vseh 6 dneh 842 krogov, pri Mercedesu 903, kljub težavam. V lanski sezoni, ko smo imeli zimska testiranja dolga 8 dni, je Ferrari naredil 997 krogov, Mercedes 1090. To se pravi, če vzamemo neko korekturo, nobene razlike, kljub tehničnim težavam, ki jih je imel Mercedes na koncu. To naj nam bo nekako tudi v neko smernico, da mogoče pa Ferrari se tudi ni toliko skrival. A pojdimo korak naprej in poglejmo tiste, ki sledijo. Vidimo, da je imel Renault izjemno dober čas in to z obema bolidoma. Najboljši čas Ricarda 1:16:276. Kar je nekako izjemno dober rezultat, tudi Ocon ni bil daleč, a tudi lani Hülkenberg je bil pravzaprav prvi izmed tistih, ki so sledili Mercedesu in Ferrariju. A vseeno, bolid je zanimiv in mislim, da bo letos konkurenčen. Konkurenčen bo po mojem mnenju tudi McLaren. Pri McLarenu so se res po mojem mnenju bistveno skrivali, kajti Sainz je imel čas 1:16:820, kar ni nič kaj takega, a spet podobno kot Verstappen jo je dosegel na pnevmatiki C4. Če mu odbijemo tiste pol sekunde, pride na tiste čase, kot so imeli oba tovarniška Renaulta oziroma Sebastian Vettel. Racing Point kot tista ekipa, o kateri se je mnogo govorilo, se je po mojem malce razkazovala, kajti njihove končne hitrosti kažejo na to, da so v bistvu iskali čas. Sicer gre za moj občutek, a dvomim, da lanski Mercedes tehnologija dvojni V10 je bistveno bolj konkurenčna od tistega, kar smo videli na dvojni V11, saj to pravi moja logika. Vsekakor so se razkazovali pri Alfa Romeo Racing, sicer meni ni jasno, zakaj tako Kimi Raikkonen kot Robert Kubica. V trenutku, ko so vsi rabili tiste trše pneumatike, sta najboljše čase dosegla z mešanico C5. Tipično razkazovanje in pritegovanje pozornosti v medijih. O Williamsu ne morem dosti pametnega povedati, kajti lanske primerjave v bistvu jo nimam, so seveda boljši od lani in seveda počasih nekako konkurenčni, a tudi pri njih lahko pravimo, da se niso toliko skrivali,
kot razkazovali. Pri Alfa Tauri nek normalen program, pri Haasu nekako v zmedi. In seveda, sedaj, če povzamem, po mojem osebnem videnju imamo Mercedes še zmeraj v rahli prednosti. Na to bi lahko postavili že Red Bull. Ferrari, zelo velik razpon. Lahko so tam nekje na nivoju Red Bulla ali celo tam na 4., 5. mestu. Tovarniška ekipa Renault in McLaren, seveda konkurenčni, ne na nivoju Red Bulla ali Mercedesa, mogoče pred Ferrarijem. Na to je treba dati, po mojem osebnem mnenju, nekako Racing Point, Alfa Tauri. Seveda ne smemo pozabiti na Alfa Romeo, Haas, Williams nekje na istem nivoju, povedal sem jih po vrstnem redu, kateri se lahko še spremeni. In seveda v Avstraliji bomo dobili že prve bolj točne podatke o tem, kaj lahko pričakujemo, a seveda še nedokončnih. Zato bomo morali počakati res veliko nagrado Španije in prvo dirko v Evropi. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.